Živijo, by the way, tole. Ne bomo o tem. Kaj delamo danes? Že ful dolgo nisem snemala nekega make-up videa. Sploh ne vem več, kaj je moj kanal v bistvu. Jaz sem se danes odločila, da naredim en tak review ene kolekcije produktov iz drugstore, basically. Pač iz Millerja, DM-a. Nič v tem videu ni sponzorirane ne od Millerja, ne od DM-a in ne od Essence. Torej, kaj bomo danes delali? Danes bom delala review na kolekcijo High Beauty. Ja, bil je april. V aprilu je 420. Rada bi poudarila, da jaz ne kadim trave in da pač ne da ne podpiram, ampak ne promoviram tega. To je v bistvu v teh izdelkih je samo CBD olje, se pravi z konoplje so narejeni te izdelki oziroma imajo Essence konoplje noter. Ker je Essence. Torej ja, Essence ima kolekcijo High Beauty in jaz imam tukaj pač tele izdelke, še več jih je. Ednje še. Evo, to je celotna kolekcija, jaz sem jo kupila in zdaj bom naredila za vas review vseh teh izdelkov. Nekaj sem se odločila, da bom probala pač to narediti zaradi tega, ker je pač Essence dost affordable in ja, najbolj ker začnemo s temle videem. Zaenkrat imam gor make-up, imam mečken pudra, razen tukaj, ker pač tam odzor me enostavno ne oboga. In zdaj si bom ta make-up dol spravila, zato da bomo stestirali Essence. Evo, zdaj na obrazu nima nič druga razen obrvi, zaradi tega, ker v tej kolekciji ni izdelka za obrvi in pač zakaj bi si jih dol pucala. Tako da ja, začeli bomo z masko. Kompleksom konoplje, vlažilna, z negovalnim alantolom in provitaminom B5 naredi utrujeno kožo, prožno in sijočo. Veganski izdelki so, by the way, če koga to slučajno zanima in niso testirani na živalih, kar je a big plus to you, Essence. This is ugly. Dajmo to odpreti. By the way, še zgor je nalepkica. In piše 100% legalno, 100% good vibes. Zdaj bom vzela moj šveguček in bom namazala to po svojem obrazu. Care explanation, kako se nese masko. Low-key ne diši neki ful naravno. Diši ful, ko pač navadna, kako ne to rečem, navadna cheap maska, da nam preveč shady, ampak nima neki ful, ne vem kakega vonja. Zdaj se ne moram odločiti, da mi je ta vonj všeč ali mi ni, ampak mislim, da mi ni. Zdaj bom vzela en čopič, zato da ne bom pač z rokami tega delati. Ful je tekoča. Ne! Ful je bolj tekoča, ko sem pa mislila, da bo. Apply evenly. Aha, se pravi, samo 2 do 3 minute počakaš. Ampak ni neki thick maska, tako da si je pač ne daš veliko, I guess. Jaz imam rada thick ass maske, ko imaš res gor na faci. Ja, like this. Pač, a veš, da moraš po celi faci dati na debelo, ampak tale se mi zdi, da je mečkam preveč tekoča, da bi lahko to naredil. Jaz zdaj ful devam gor, I don't know zakaj. Ne smem si obrvi uničiti. In mečkam breakoutam, zaradi tega, ker sem jedla sir. Ampak upam, da bo ta maska pomagala. Tako da, zdaj imam to gor na faci in zdaj bom počakala 2 minute. Ok, dejansko na kameri izgleda ful bolj zeleno, ko pa uživa. Oh my god, zdaj sem jaz tudi Shrek. Anyway, počakala bom 2 minuti, spravila dol in poročala. Tega, by the way, je pa ful sužilno. Ful je hladna. I like that. Ok, zdaj sem si spravila masko dol. Moram reči, da definitivno maska je osvežilna. Like, I feel fresh. Nimam neki ful feelinga, kot da je moja koža res ful neki hidrirana. Ampak definitivno je pa malo pomirilo tole, ker pač laktoza sucks. Ampak načeloma, da bi bila pa neki ful hidrativna maska, pa bi rekla, da definitivno ni. Imamo še ful enih produktov. Zdaj bom nadaljevala z face primer, se pravi glih prav, da si dam zdaj to na faco. Čez bom dala pa kar en navaden puder. Nežno-rumena, lahka primer formulacija za zdrav izgled in sijoč ten. Kremasta tekstura se posebej nežno razdeli. Podari vlažnost, osvežujoča in negovalna osnova. Lahko uporabite samostojno ali z ličili. Seveda spet veganski izdelek, we don't need this, it's ugly. In magnolia extract. Dejansko je rumeno, ok. Ne vem zdaj glih koliko. Jaz ful ne verjamem te stvari, ko pač krema naredi kako barvo ali whatever. Tako da bom pač dala to na pol obraza in bomo prvo videli razliko. Jaz tega face primerja sploh ne uporabljam, pač ga ne.
Jaz dam kar spodnje eno kremo in pa si dam gor puder in to je to. Mi zdi isto, kot na drugi strani, razen tega, da je zdaj to malo bolj rdeče, zaradi tega, ker pač sem našlatala in pač, I don't know. Zdaj bom dala še na čelo. Definitivno ima pa malo bolj drugačen von. Tak malo bolj naravn von, ali kak naj rečem. Kak češ opisovati von je. Daš ima tak topu von. Ne vem, a to obstaja pač, da je von topu. Ni ono tako sežilna, tako je bila vnaprej. Ker ona je že tudi von imela tako sežilna. In ja, definitivno je thick, tako da verjetnost ni dala malo preveč. In zdaj bom počakala, da se to upije malo v kožo. Zdaj si bom na faco nanesla puder in bomo videli, kako bo to reagiralo skupaj. Tole je moja podlaga, not sponsored. Skoraj nič v tem videu ni sponsored, tako da ne se sekirati. Vse bom... Kaj je lepša beseda? Vse bom skritizirala, ja. Skutala, ampak to ni lepa slovenska beseda. Ok, definitivno rabim nov puder, ker ta je malo presvetu. Jaz glede barve pudra nikoli nisem ziher. Ta je bil moj zimski. Ok, rekla bi, da je definitivno primer naredil mojo kožo mečkam bolj stiki, tako da se puder ful bolj prime, oziroma lepš se prime, ne da se bolj prime. Lahko bi naredila pol face prvo, zato da vidimo razliko, ampak definitivno rabim nov puder. Hello, ghost face. Bum, puder je gor. Mogoče ko bom zabronzala, bo mogoče malo lepš izgledalo. Ampak, zdaj pa imamo še en produkt. Tole je pa concealer, se pravi... Kaj je concealer v slovenščini? Imam dva odtenka, eden je malo temnejši, drugi pa malo svetlejši. Mislim, da odtenka dejansko ne piše zadaj. Glavni, te sta samo dva, tako da svetlo pa temen. In jaz predvidevam, da bom rabila svetlega, ker pač jaz sem faced svetla. Kakor lahko vidite, pač svetla, temna. Dajmo na eno stran svetlega, pa na drugo stran temnega, pa bomo videli pa razliko, kjer je lepši. Diši po concealerju, nič posebnega. Čeprav bolj diši po šminki. Zakaj pa je to tako roza? Tole je faced roza, mogoče se na kameri ne vidi toliko, ampak živo je faced roza. Upam, da se bo malo... What the fuck? Ok, ta concealer. A je to sploh concealer? Pač, ja je. Hello. Ful ne reagira dobro s tem pudrom, I guess. Ali pa z mojo kožo, ne vem. Like, 2 sekundi imam odprto učko, pa se že naredi kris. Če vidimo before and after na kameri, mogoče se ne vidi toliko v živo. Ok. Dajmo še tega probati, še ta temnega. Zakaj je to tako rdečo? I mean, čeprav ima smisel zaradi tega, ker pač under eye circles so ponavadi zeleni, tako da pač to verjetno lepše pokrije. Ampak ne vem, če mi je tale formula paše, ne vem, tak ne znam razložiti. Ok, in the end, ne vem, če je taka ful razlika v barvah. To je kao temna, to je kao svetla. Ne vem, če ima to neke ful veze, glede na to, da očitno imam pač tak ten kože. Definitivno pa ljudje ne pridemo sam v 2 odtenkih, tako da Essence, to ni cool. Ne bom šla v detajle, zakaj to ni cool. Dajmo raje zakriti še tele moje mezolčke, ker pač to je ponavadi, zakaj se concealer uporablja. Pa ful je thick dejansko pač. Zelo je tak ghost concealer. Ok, jaz ne rabim kje drugje. Mislim, že itak se mi zdi, da pri nas imamo ful slabo izbiro s temnimi pudri, ker ja, sej je mal temnopoltih pri nas, ampak so in pač tudi moji mozolčki so slabi in tudi tale concealer jih ni neki ful pokril. Tako da bom uporabila moj Dermacol, ki prekrije vse. V bistvu tega uporabim res čist malo. In dam čez in bom, mozolčkov ni več. Ampak Dermacol definitivno ni za puder, tako da bi si ga dal na celo faco. To je v bistvu sam tak za res tiste ekstremne mozolčke, ko jih s pudrom ne moreš skriti. S čim bomo nadaljevali? Zdaj imamo pa, čakaj, kaj je to? Aha, to je mattifying makeup, to ne rabim že. Zdaj bom dala pa na ustnice Caring Lip Balm, tudi z konopljami in semenom, vitaminom E, ricinusom, sončnico in olivami. Spet veganski izdelek in meni taki lip glossi niso všeč, zaradi tega, ker si ga hitro daš preveč. Še s prstom ga moraš nanašati. Lahko bi bilo vse, a veš ono, ko je pač oblikovano, tako da kar nared na ustnice daš. I guess not. Očitno Essence tega takrat ni razmišljal. Nima nekaj posebnega vonja. Okus ima po glosu. Definitivno nima dobrega okusa. Ne jest svojih lip glossov. Prav tip.
Fixing Compact Powder, se pravi puder za to, da se ne svetiš. Zdaj bom uporabila en tak Face Fluffy brush in dejansko tale dizajnček tule noter, like Essence, good job. Prvo bom slikala, pol bom polničila. Ok, ful malo gre gor. Ali pa sem jaz navajena na puder, ko pač dejansko naredi ven iz tega. Ok, kako je tole zmatiralo? Dejansko not that bad, glede na to, da je spodaj kar slab concealer, pač da tisti concealer ni neki presenetil, da ni bil neki wow, damn. Ampak tale compact powder, glede na to, da že nekaj cajta uporabljam, ne, ni Essence, sem mislila, da je Essence, ni, upsi. Uporabila sem All About That Matte, se mi zdi, ali nekaj takega. To se sem uporabljala ful dolgo in je bil dejansko ful dober. Tako da definitivno je Essence imel dobro formulo za te stvari. Pa maybe tale barva, a se sam meni zdi, ali je pustilo malo barve, pač definitivno bi mogel biti compact powder prozoren, ali pa rumen, definitivno ne zelen. Jaz sem rada ono puder, ko pač ono naredi, a ne ono. In ja, tudi dizajnček se ni kaj dosti uničil, zaradi tega, ker pač ne gre ful veliko produkta ven. Ok, definitivno moram z gobico prvo tekle narediti. Evo tekla? In wow, ok. Girl, it's kinda good. Zdaj imamo pa nekaj posebnega. V bistvu dve kolekcije imam. Tole je še ena kolekcija, ko so jo imeli pri Essence, ne vem, so jo imeli prej, ali jo imajo zdaj. In je v bistvu paletka, čeprav imajo še ful drugih izdelkov, ampak nisem jih najdla, ker jih očitno v tistem Millerju, kjer sem jaz kupala, niso imeli. Tole je taka paletka, s katero bom naredila en uč, pa imam pa še 3 druge, ki jih bom pokazala. V glavnem, tekle cveda prva paletka. Tole so pa druge paletke, ki so v bistvu samo klasične Essence paletke. Po moje niso imeli, dejansko ne vem, ker tako dolgo nisem bila v Millerju, da ne vem, kakve kolekcije so imeli, ampak tele paletke sem najdla. Torej, druge 3 paletke so Never Give Up Your Daydream, ki izgleda takole na noter. To je po moje highlight paletka, mislim, jaz bi uporabljala to kot highlight paletko. Jaz teh barv definitivno ne bi dala na svoje učke, tako da bom to sprobala kot eyeshadow, ne, kot highlighter paletko. Potem imamo Follow Your Heart, predvidevam, ki na noter izgleda cute. Tole so dejansko barve, ko bi jih jaz ful uporabljala. So v bistvu take ful dost basic barve, take za everyday videz, za v šolo, za whatever. In pa še tretja nalepka, ki pa je Love What You Do. Tole je pa takale paletka, tudi dost basic, tudi dost za vsak dan, ampak se mi zdi, da je majčkeno preveč mila za mene. Jaz takih barv ne bi dosti uporabljala, ker jaz imam rada ali da nimam sploh eyeshadowa, ali pa da imam bold ass eyeshadow. Definitivno bom pa swatchala svoje najljubše. Torej, na tem učku bom uporabila tole Bronzed This Way paletko. Let's be honest, ful dost spominja na Huda Beauty paletko, ko jo že imam, če poznate. In res upam, da tale zlata delivera tako zgleda v peno, ker je amazing. Torej, začela bom z barvo, a imajo barve imena? Ne, nimajo. What a shame. Začela bom s tole. Fallout Realness. Ok, zdaj vse prašno. Whatever. Ok, ampak barva pa ni tako bad, dejansko. Ful bolj rumena zgleda na mojem učku, ko pa na trgu paletki. Ampak jo bom dala po celi obrvi, sem hotela reči, po učki. Zdaj definitivno hočem sprobati tole barvo, pa to zlato. Tako da bom verjetno na zunanjo stran. Ok, ja, dejansko manjka mi ena temna barva, zato da jo dam v zunanji del. Ker tole so vsi shimmerji in pač shimmerji ne delujejo isto kot vse ostalo. Not ok. Mislim, za drugstore paletko, I guess, ni toliko bad, ampak definitivno pa niso neke ful intenzivne barve. Mogoče, če bi imela kak dejanski ful dober primer na učkih, bi verjetno mogoče izgledalo malo boljš. Definitivno bom sprobala swatche, ampak se bom dala majčkeno te zraven, zato da jo malo potemnim
in bom dala v zunanji kot, čeprav it's not working very well, ker nobena od teh barv ni dejansko temna. Definitivno se mi zdi, da vsaka paletka rabi ful temno barvo, zato da pač narediš tale, kaj se temu reče, kriz, gubo, da pač zgleda ono smoky eye in imaš pa tudi več opcij. Tu imaš v bistvu samo opcije za take malo bolj poletne whatever looke. Je najboljša barva za blendat in jaz bom zato uporabila to. Ok. Ok, zdaj pa hočem probati definitivno tole zlato. Držim pesti, da bo. Ok. Ok. Wow, tole je too much. Jaz si bom po celi učki dala to barvo. Oziroma celo učko bom naredila v teh. Wow, a to vidiš? V živo zgleda crazy. Zdaj bom dala noter, malo bolj not, bom dala tole barvo zraven, zaradi tega, ker wow. Jaz sem naredila kar en tak maurico iz teh barv, ker jaz sem se zaljubila. Wow, definitivno mi ni žal, da sem kupila to paletko. Zdaj bom dala to, ker je še mačkam bolj temna. In zdaj imam tek počasi en tak preliv vedno bolj temno. Jaz definitivno rabim malo boljšo kamero za take videe in približati vas moram. Zdaj bom dala, tole. Tok upam, da tole dela. Fallout, hello. Ok, dejansko tale pressed glitter ni tok bad, ampak nekaj smo ne to zdaj nekaj zblendati skupaj. Ok, Fallout, definitivno moraš paziti na Fallout. Jaz pa navadi dam kar WC papir spodi, zato da mi pač ne pada po licu, ampak tokrat tega nisem naredila, tako da fuck. Ok, dejansko ni tok bad jih bek spravljati. Ok, vsaj to. Zdaj bom pa definitivno probala to uporabiti še z čopičem, oziroma ta zadnjo barvo. Jaz se kar hlače brišem, whatever. Bom probala dati s čopičem in... Ok, kind of. Ampak sem res mogla full skrepati. Ne. Te barve definitivno niso za čopič. Note to self, don't do that. Zdaj tukaj se dol padlo. Da bom lepo z mezincem probala dati tukaj v zunanji kot. Shit. Ok, zdaj sem malo falila. Ok, po moje bom mogla zblendati dol spodi neki. Ok. Definitivno rabim concealer, da mi pomaga pri tem, ker... Fallout, hello Fallout. Zdaj sem dala spet ta crappy concealer, tako da ne vem, kaj bo to izpadlo. Also, nikoli ne devati liquid produkcov gor na suhe, pro tip. Ok, mislim, da je čas, da naredim en eyeliner, za tole popravim, tako da takoj se vrnem. Ampak glitter? Hi, glitter. Ok, recimo, da sem zdaj ta look mal rešila s temle eyelinerjem. Maskare še nisem dala gor, ker to bo zadnji korak, ker imam še en izdelek. Če hočete dober shimmer, get this. Shimmer je hella good. In tele bleščice, za vse ostale barve pa, I don't know, pač, če imate radi svetlejše barve, go ahead, men to glih. Ampak ja, zdaj pa da vidimo vse ostale paletke. Torej imamo tole, ko je boring as hell, imamo drugo, ki je malo manj boring. Zdaj moram to nekaj skombinirati skupaj. Tale imajo full cool imena. White on, Choose Latte, Bronze Me, Tickled Pig. First Blush, Rich Copper, Matcha Bean, Chocoholic, Jet Set. Kaj bom naredila? First Blush mi je definitivno full cute. Tule imamo pa imena Shine On, Good Times, Speech Out, Heart of Gold, Fun Fair, So Gorgeous, My Story, Game Changer in pa With a Feeling. Pravi vse imajo full cute imena. Prvo bom dala gor Good Times, ker je taka bolj zelo neutralna, pač tako barvo moraš imeti kot pač neko blending color, a ne? Zato da pač aka barve skupaj zblendaš in da lahko tudi učko pripraviš, da si teš ostale ličila gor, ličila ostale senčke. Choose Latte. To se mi zdi, da bo ful podoben look na obeh dveh učkah, zato ker pač so ful podobne barve, mislim. Niso neke ful kričeče barve, nimamo neke bold barve, ko bi pač dejansko ful izstopala. Razumem, njihov primary kupci so mlajše punce, se mi zdi neko. Tudi jaz sem začela z Essence. Delajo make-up za šolo, zdaj sem dala, by the way, Tickled Pig v notranji kotiček, zato da, wow, Tickled Pig dejansko ful cute
barva, mislim, taka nežna. Mislim, spremljam po moje znamko že od kar si basically dela make-up. Tako da, zdaj bom vzela My Story, ki jo bom dala. Tukaj le malo bolj ven, ampak not showing very nice. Ne, zdaj bom mogla spremeniti. Bom vzela Matcha Bean, prav With the Feeling, pa Chocoholic sta po moje, sta skoraj iste. Čeprav se mi zdi, da po moje, če kupiš eno, ne kupiš druge. Ok. Oh, not ok. Jaz ne znam tega delati. Pač te barve se ful hitro zblendajo in ful hitro zgubijo tist svoj prvi babav. Se mi zdi, da pač pri unih bolj pro make-upih pač to ni tak, recimo, če imaš, jaz uporabljam večinoma, jaz uporabljam NYX ali pa recimo Urban Decay. Čeprav tudi Urban Decay lahko najdete v drugstore-ih, ampak definitivno cena ni drugstore. Ok, definitivno se vedno zblenda nazaj v not so bold. In malo je patchy. Malo ki je patchy. Zdaj bom vzela eno malo sparkly, zato da pač tole popravim. In zdaj bom vzela tole Unfair, ki se mi zdi najbolj cute. Wow! In jo bom dala tukaj na sredino. Jaz bolj rada delam take looke, by the way. I just feel like they're so cute. In zdaj bom dala še malo Rich Copper na zunanji. Tole bom probala z... ok. Please ostan gor barva, please ostan. Can we do it? No, she cannot. No. Hotela sem še mečkem barve dodati v tega look, ampak I didn't do it justice. Ne, definitivno, ko začneš blendati, začneš barvo odstranjevati, tega to ni glih neki full nice. Zdaj bom dala pa tole Heart of Gold bom dala pa v notranji kotiček. Better spotty. Zdaj bom dodala še eyeliner in bom naredila še swatche. Eyeliner je gor. Zdaj bom pa sprobala swatche narediti in zato, da naredim temne barve dejansko justice, bom dala spodaj primer. Uporabila bom tale Urban Decay primer, ki ga v bistvu uporabljam za svoje looke, zato da se barve lepše primejo. In zdaj gremo swatcha. Zdaj bom swatchala samo tiste, ko se mi res zdijo najbolj zanimive. Unfair! Ok, ta je taka lepa cappuccino barva. In pa še Chocoholic hočem sprobati direkt zraven tele. Ok, dejansko sta drugačne barve. Ok, take it back. Ta Chocoholic je full bolj temna. To so v glavnem swatchi za te stvari. Zdaj pa nadaljujemo še z mojim contouringom in s highlightom. Imamo še en izdelek. Tole je maskara High Beauty. Hemp Seed Oil Plant Waxes. Veganska. V tej učki bom uporabljala to maskaro, na drugi učki bom uporabljala tisto maskaro, ki jo skozi uporabljam, samo zato, da vidimo razliko. Ok, ful je taka thin, pač. Definitivno boste videli razliko, ko si bom dala uno dogor, pač. Tole je že drugi layer, še na spodne. Boste zdaj videli, zakaj nisem neki ful navdušena. Dajmo še tole. To bom naredila za mojo I Heart Extreme maskaro, ko jo uporabljam že od dobesedno srednje šole, po moje od osnovne, ne od srednje šole. In ta je ekstremno dobra, pač jaz jo res obožujem. Taka malo bolj gosta je, definitivno ful bolj gosta kot ta. In se mi zdi, da res naredi od vseh maskar od Essence naredi najlepše trepalnice. A vidimo razliko? Vidimo razliko? Ja, definitivno vidimo razliko. Še na spodnjih trepalnicah vidimo razliko. Tale maskara, kind of a flop. Dajmo probati še narediti en layer, zato da nekaj izenačim. Ta ima en layer, ta ima dva layerja. Not? Ja, by the way, moje ustnice so full dejansko moisturized, tako da tale lip balm, very nice. Zdaj bomo uporabljali še highlighter, mislim, da bo tole moj favorite part. Ched Livera. Glavno tole je paletka Never Give Up Your Daydream in imamo barve Whipped, Pistachio, Sunny Days, Silver Lining, Blooming, Sweet Dreams, In the Clouds, Escape in Dreamy. Po moje Dreamy pa Escape bi definitivno raje uporabljala na učkih, ne bi si to dala na ličnice, ampak zdaj ne moramo več nekaj eksperimentirati, tako da bom vzela. Dala si bom gor na eni strani tale Silver Lining, ker se mi zdi ful podobno enemu highlighterju, ki ga že imam. Fallout. Excuse me, sir. I'm not seeing much. Ok, probimo s tem brushom. Ok. Očitno te zbraš ni glih nekaj najbolj za tale highlighter. Čeprav tudi, no ja, ta je recimo da najsvetlejši teh highlighterjev. Ta je tak kao rumen, ne rumen, bel.
ampak definitivno šajna precej rozasto, ni toliko bel, kot sem hotela, da bi bil. Ok, na kameri izgleda, kot da sem dala 3 kile, I'm sorry. Dajmo še na drugi strani dati, bom dala tale Sunny Days, ker je pač zlat in jaz obožujem zlat highlighter. In wow, ok. Sunny Days, what is going on here? Wow. Tole, are we seeing this? That's a good highlight. Tole je highlight mojega life-a. Ni glih highlight mojega life-a, ampak you know what I mean. Zdaj bom povsod uporabljala tale Sunny Days, like everywhere. Like Sunny Days. What? Tin Man, who? Na drugi strani bom uporabljala, I don't know, tega Whipped. Wow, ok, ta tudi ni tako bad dejansko. Za tole gor, wow, bronas. Zdaj se cela svetim. Ampak, mislim, da zato bi vsi... Ne, ok, še en produkt je. Imam še tale brush, ultra fluffy brush, da mi manjka samo še kontur, čeprav tole bi bilo mogoče malo bolj za... Tole bi bilo bolj za kak orang bronzer, ker pač ga tudi prodajajo, ampak jaz ga nisem dobila. Bronzer, ki je tale... ta tip. Blend that shit out! Ok, much better. Ok, tole je easy as hell, like... Tole bi lahko naredil v spanju. Like tale brush za kontur. Ponavadi uporabljam tega. Hell yes. Zdaj imamo samo še zadnji step, ki je tale High Beauty Mattifying Makeup Fixing Mist, ki ga bom posprejala po celi moji faci. Mat sprej za fiksiranje ličil z vlažilnim kompleksom konoplje in evematom sedeme. Poskrbi za mat ten. Zanesljivo fiksira ličila. Tega ne bomo testirali, kar jaz nimam cajta v lifeu. Ampak, let's go. Von. Dost ima podoben von kot ta maska. Not gonna lie. Zdaj sem shiny as hell. Ampak mogla bi se posušiti v mat. Celotna ta kolekcija. Ene stvari so full cool, druge stvari so malo manj cool. I guess je tak pri vseh stvarih. Ampak moja najljubša stvar je pa definitivno ta glitter. Pač. To je to za ta video. Tale sprej se dejansko lepo posušil in to je celoten look, če hočete slediti čemorkoli, you know, pač you can do that, če hočete karkoli tega kupiti. Je v Millerih in v DM-ih in ta video ni sponzoriran, lahko bi bil. Just saying. Če vam je video všeč, mu dajte definitivno en like, komentirajte dol spodaj, če uporabljate Essence kozmetiko in kako se vam zdi. In pa če ste probali tale High Beauty kolekcijo. Pa ja, naročite se na moj kanal, definitivno pogledajte moj merch, mogoče kaj najdete za sebe in vidimo se v naslednjem videu. Hvala, da ste ga gledali. Čau, lisičke moje.